Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Pisalo se je leto 1953, ko je takratni ljudski odbor v Idriji ustanovil muzej. Iz skromnih začetkov je muzej v 7 desetletjih zrasel v pomembno kulturno inštitucijo, ki sooblikuje kulturni utrip na Idrijskem in Cerkljanskem. Več o delovanju muzeja v jubilejnem letu in tudi sicer nam bo povedal direktor Miha Kosmač, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Povejte nam za uvod, poznate imena vseh vaših predhodnikov? Ste namreč 5. direktor po vrsti. Poznam, ja, res je. Srečko Logar, potem Jurij Bavdaš, Samo Bevk, Ivana Leskovec in jaz kot 5. Kako ste prevzeli to funkcijo s tem bremenom preteklih vodenj? Vsi, pa tudi vi, so bili pomembne osebnosti v tem kraju. Ja, drži, bi rekel, vsak po svoje, v svojem časovnem obdobju je zagotovo pustil en res močan, neizbrisen pečat. Na ta način, bi rekel, se kaže tudi pomembnost tega delovanja našega v prostoru. Predvsem pa se mi zdi, da po drugi strani je pomembno tudi to, da je tudi muzej kot inštitucija imel eno kontinuiteto tudi na področju ravnateljev, direktorice. Zato, ker se mi zdi, da je to eno zelo pomembno, bi rekel, dejstvo za funkcijo, ki je, bi rekel, na tem delovnem mestu. Če se vprašava, s čim se pravzaprav ukvarjate in če pogledava nazaj, v leto 1953, takrat so v odločbi zapisali, preberem, muzej naj skrbi za dediščino idrijskega rudnika, živega srebra, naj upravlja in vzdržuje kulturne spomenike, uredi tehnično-rudarski oddelek, zgodovinski oddelek s posebnim razdelkom za NOB, prirodopisni oddelek ter narodopisni etnografski oddelek. Te naloge še dan danes po 7 desetletjih pravzaprav v grobem ostajajo. Ja, vse te naloge v bistvu ostanejo. Ene so se mogoče malo preimenovale oziroma se znotraj teh osnovnih pojmov, kot so zgodovina, etnologija, likovno-vizualna umetnost, dodano je bilo tudi področje tehniške dediščine in pa arheologije. Bi rekel, vse ta področja so v osnovi kot ste jih prej naštel. Zagotovo pa so potem še znotraj vseh teh osnovnih temeljnega poslanstva pa še tudi posamezna podpodročja, ki so zajeta znotraj teh, lahko rečemo, osnovnega okvirja delovanja. Mestni muzej Idrija skrbi tudi za res številne objekte. Če našteva, tukaj je v prvi vrsti rudniški grad Geverkenek, partizanska tiskarna na Vojskem, Kamšt, Divje jezero, Klavže, partizanska bolnica Franja na Cerkljanskem, potem Cerkljanski muzej, Bevkova domačija v Zakojci, od rudarske dediščine pa imate zbirko v Jaško-Frančiške, to je oddelek rudniških strojev in naprav iz konca 19. začetka 20. stoletja. Zdaj Divje jezero pa Klavže niso več pod našim upravljanjem, ne? So pa seveda v preteklosti bile, tudi bi rekel, v tej naši novi publikaciji Razstavljamo čas, smo tudi našteli, tudi skozi posamezna časovna obdobja, kako se to upravljanje naših objektov in pa tudi vzdrževanje, predvsem objektov kulturne dediščine skozi čas spreminjalo. In zagotovo en zelo velik doprinos, bi rekel, muzeja v preteklih letih tudi na tem področju, ki je zagotovo zelo pomembno, tudi tako za idrijsko-cerkljansko območje, kot tudi širše. Vemo, da večino teh objektov, ki ste jih prej naštel, tako rudniški grad Geverkenek, kot rudarska hiša, idrijska Kamč, so zdaj tudi nosilci dediščine, UNESCO dediščine živega srebra Idrija Almaden, tudi oddelek rudniških strojev in naprav je na ta način zaščiten. Vemo, da ima partizanska bolnica Franja, je nosilka znaka evropske dediščine. Skratka, vsi ti objekti so pomembni tako na lokalnem nivoju kot državnem in pa seveda širšem evropskem nivoju. Ta pomen sigurno in prav gotovo. Povejte nam, se to kaj pozna pri financiranju? Ja, nažalost bi rekel, financiranje ne sledi vedno tem, bi rekel, našim željam in potrebam in pa tudi, bi rekel, zahtevnosti, tudi z vidika zaščite, ki jih imajo ti objekti. Zagotovo so tukaj v prvi vrsti predvsem razpisi Ministrstva za kulturo, predvsem za spomeniško-varstvene projekte, ki, bi rekel, se jih
največkrat poslužujemo. In pa moramo omeniti tudi financiranje občine Idrija, ki v veliki meri vsako leto prispeva tudi k temu vzdrževanju objektov. Seveda pa je v vseh teh preteklih letih, pa tudi sedaj, muzej še vedno veliko denarja za vzdrževanje objektov kulturne dediščine namenja tudi iz lastnih sredstev. Pa vendar, če bi poenostavili misel, da se ukvarjate samo z objekti, to ne bi odslikavalo resnice. Ja, res je, bi rekel, ena razlika od preteklih obdobij je zagotovo ta, da se je tudi naša dejavnost še bolj razvijala. Vemo, da je eno izmed teh novih področij tudi področje nesnovne kulturne dediščine, ki se nasploh, se pravi, tako na slovenski kot evropski ravni, razvija zadnjih 30 let, še zlasti zelo intenzivno. Pomembno in pa naše temeljno področje pa seveda delo s premično kulturno dediščino, se pravi predvsem zbiranje, evidentiranje, hranjenje, dokumentiranje, sedaj tudi digitalna obdelava teh naših predmetov, tako da to je zagotovo temelj našega poslanstva. Če mogoče samo naštejem, zgolj v lanskem letu smo tako inventarizirali 773 predmetov, digitalizirali smo pa še dodatno 986 predmetov. Skratka, vsako leto muzej skozi redni program dela opravi veliko delo na tem področju. To pa ne nazadnje dokazuje tudi številke tako naše zbirke. Skupno imamo 70 muzejskih zbirk, iz leta v leto rastejo, tako da se zdaj že približujemo približno 24 000 predmetov v naših zbirkah. Pomeni ta digitalizacija tudi boljšo dostopnost? Lahko preko računalnika vstopimo v te zbirke, pogledamo, se zanimamo? Ja, muzej, bi rekel, deluje na več področjih. Primarno so bila v preteklih 10 letih je bila ena taka skupna muzejska stran muzeums.si, kjer je muzej v preteklosti objavljal. Še zlasti v zadnjih letih, pa ko smo tudi prenovili našo muzejsko spletno stran, pa redno objavljamo v zavihku muzejske zbirke predmete tudi na tej naši spletni strani. Lahko povem, da imamo tudi ločeno podstran za Partizansko bolnico Franja, kjer so tudi objavljene zanimive zgodbe akterjev iz tistega časa, tako da zagotovo muzej veliko pozornosti posveča, bi rekel, tudi temu področju. In pa še eno stvar bi rad omenil, namreč v okviru UNESCO dediščine Idrija Almaden smo bili zavezani tudi k pripravi skupne inventarne knjige, tako da je na spletni strani objavljenih preko 540 predmetov te UNESCO dediščine. Večino teh predmetov je bilo objavljenih tudi v okviru zbirk, tako da skupno je pa teh predmetov, ki so bili na ta način vpisani, še veliko več. To pomeni, da občani lahko prosto dostopajo in si ogledujejo te predmete preko računalnika. Tako. V jubilejnem letu ste izdali zelo skrbno oblikovano knjigo. Razstavljamo čas, z neko igro besed, razstavljamo čas in ga potem spet nazaj sestavljate. Kakšen je poudarek te knjige? Ja, glavni poudarek te knjige je zagotovo predstavitev te naše razvejane dejavnosti. Seveda smo želeli nekaj prostora nameniti tudi našim dosežkom, nagradam, priznanjem v preteklih letih. Mogoče je ena taka pomembna pridobitev te publikacije zagotovo tudi, da smo oblikovali seznam vseh razstav, ki smo jih pripravili v preteklih 70 letih. Skupno, recimo kot zanimivost, lahko izpostavim, da smo pripravili kar 807 občasnih razstav, 80 gostovanj razstav naših v tujini in pa 42 stalnih razstav. Skratka, bi rekel, nabor teh razstav je zelo obštežen in kaže tudi na, bi rekel, našo delovanje v idrijsko-cerkljanskem prostoru. Kako boste v muzeju obeležili ta 70-letni jubilej? Ja, zdaj bi rekel, sam nabor teh dogodkov v jubilejnem letu je precej razvejan. Mogoče sam kot obrazložitev, zelo neprimerno bi bilo z naše strani, da bi izbrali zgolj en dogodek. Ravno zaradi tega, kar sem tudi prej, bi rekel, nekako že predstavil, da se upravljamo skupno 8 objekti, od tega je 6 spomenikov nepremične kulturne dediščine.
da se pravi naše delovanje obsega tako idrijsko kot cerkljansko območje. In pa ne nazadnje se nam tudi letos prekrije več pomembnih jubilejev, namreč poleg 70-letnice muzeja praznujemo tudi 80-letnico ustanovitve in pa 60-letnico muzejskega upravljanja Partizanske bolnice Franja in pa 45-letnico Cerkljanskega muzeja oziroma kakor je uradno oddelek v Cerknem, se pravi Mestni muzej Idrija, oddelek Cerkno. Jubilejno leto boste končali s pregledno razstavo na gradu. Tako 14. septembra je zagotovo eden izmed osrednjih dogodkov, kjer bomo v bistvu na en tak zanimiv, interaktiven način tudi, bi rekel, predstavili to našo razvejano dejavnost. Predvsem pa bojo v ospredju predmeti in pa zgodbe povezani s temi predmeti, kar je zagotovo nekaj, bi rekel, zanimivega in kar bo vsak od domačinov lahko, bi rekel, tudi se v katerem od teh predmetov prepoznal ali pa prepoznal kakšno zgodbo. Namreč prav lokalno prebivalstvo je tisto, ki je tudi pomemben podpornik, se pravi muzeja. Lahko se tudi na tem mestu zahvalim res vsem domačinom, namreč večino predmetov, ki jih muzej dobi v hrambo, je muzeju podarjenih. Skratka, nobeden, bi rekel, malo teh posameznikov zahteva, bi rekel, kakšno odkupnino za to. Tako da to je zagotovo ena velika, bi rekel, pridobitev. Povejva še nekaj o denarju. Vaš muzej letno razpolaga z okrog 1 milijon evri. Recimo 2/3 tega denarja zagotovi državni proračun preko Ministrstva za kulturo, okrog 150 tisoč evrov občina Idrija, občina Cerkno bistveno manj, ne? Ja, občina Cerkno zagotovi približno 12 tisoč evrov, bi rekel, ker so ta sredstva odvisna od vsakoletnega programa, se tudi vrednost, bi rekel, spreminja, seveda pa odvisno tudi posameznih razmer v občini. Je pa zagotovo eden izmed temeljnih problemov, da je občina Cerkno leta 2013 odstopila od soustanoviteljstva muzeja, tako da to zdaj, bi rekel, tudi predstavlja eno to težavo tudi z vidika financiranja. Kar nekaj denarja dobite tudi od vstopnin. Kako se giblje to? Bi rekel, trend obiskovalcev se je v lanskem letu povečal. Recimo za primerjavo, še leta 2021 smo imeli slabih 39 tisoč obiskovalcev, medtem ko je v lanskem letu... Na vseh lokacijah. Na vseh lokacijah, ja. Medtem ko je v lanskem letu ta obisk znašal 45 tisoč 360. Je pa potrebno izpostaviti, da z večanjem obiska na naših muzejskih objektih se poveča tudi delež brezplačnih obiskov. Namreč muzej na vse občasne razstave, prireditve, dogodke in pa tudi predvsem za obiskovalce do 6. leta starosti in pa tudi vsem obiskovalcem, ki izberejo 3 muzejske objekte v enem dnevu, bi rekel, omogoča brezplačen vstop. Se pravi, v tem primeru 2 objekta obiskovalci plačajo, eden je gratis, tako da predvsem pa tudi, se pravi, z razstavno dejavnostjo je ta obisk, bi rekel, vsako leto med 9 in pa 13 tisoč brezplačnih vstopov. Tako da na ta način želimo seveda v muzeju ohraniti našo dostopnost. Namreč vemo, da se sedaj tudi prebivalstvo sooča z draginjo in na ta način skušamo, bi rekel, še vedno biti dostopni vsem. Na katerih objektih vam število raste, kje pada? Zdaj v primerjavi s covidnim letom je zagotovo največja sprememba pri gradu Geverkenek na Idrijski Kamšti, pa tudi sicer na vseh teh objektih, ki so bili bolj v notranjosti. Medtem ko so na zunanjih objektih, je, bi rekel, obisk še vedno tak kot v preteklih letih. V muzeju je tudi kar nekaj zaposlitev. V zadnjem obdobju ste še kar korenito pomladili vašo ekipo. Imate dovolj sodelavcev? Ja, bi rekel, vse zaposlitve so bile za nadomeščanje delavcev, ki so odšli v pokoj. Bi rekel, skupna masa zaposlenih pa se ni spremenila. Torej, muzej ima trenutno še vedno 16 zaposlenih, od tega 13 plač krije Ministrstvo za kulturo, 1 plačo pokriva občina Idrija, medtem ko 2 plači pokrivamo iz lastnih sredstev. Muzejskega arheologa še vedno ni?
Ja, muzejskega arheologa ni, tudi tukaj je na ravni države še vedno nedorečeno to pooblastilo za opravljanje državne javne službe, ki je bilo sicer našemu muzeju podeljeno, ampak uradno pa pristojnost tudi nad našim območjem ima še vedno Goriški muzej, tako da bo potrebno to, bi rekel, urediti tudi na ravni Ministrstva za kulturo. V teh dneh sem prebral kar nekaj vaših letnih poročil in rdeča nit problemov že več let so prostori za hrambo, depoji. Ta problem si nekakor ne more rešiti. Ja, načeloma je ta problem v prvi vrsti odgovornost ustanovitelja, se pravi občine Idrija. Moram pa reči, da moje mnenje vseeno je, da glede na to, da muzej upravlja s kar precejšnjim številom predmetov, ki so tudi vpisani na UNESCO seznam svetovne dediščine, da je torej pomen teh predmetov veliko širši in da bi tukaj, bi rekel, svoj delež morala primakniti tudi država. Je potreben nov premislek pravzaprav glede tega UNESCO? Ja, bi rekel, UNESCO zagotovo sam po sebi je dorečen, seveda so pa tukaj problem predvsem odgovornosti, ki jih imamo, bi rekel, upravljavci te dediščine. Namreč s tem, ko smo dobili to odgovornost strani države in pa tudi drugih financerjev, nismo dobili, bi rekel, večjih sredstev, tako za vzdrževanje in upravljanje teh objektov, kot tudi za nove zaposlitve. Namreč vemo, da, bi rekel, naziv sam po sebi še nič ne prinese, potrebni so kadri, finance, vsebino in pa strokovno znanje pa zagotovo imamo. Pri iskanju depojev ste soočeni najbrž tudi z dejstvom, da so številni predmeti rutarske dediščine zelo težki. Ne morete jih prenašati v tretje nadstropje. Ja, drži, zagotovo tudi, bi rekel, po teh zadnjih standardih in normativih na področju stroke morajo biti, bi rekel, depoji v pritličju, se pravi, da je omogočeno tudi potem normalno premikanje s pomočjo viličarjev. Predvsem je ključno, da so ti depoji urejeni z območja tako varovanja, predvsem pa pogojev hranjenja, se pravi konstantna vlaga, konstantna temperatura, omejena svetloba. Skratka, to so tisti dejavniki, ki tudi najbolj vplivajo na to, da predmeti hitreje propadajo. Drug pomemben dejavnik je pa zagotovo tudi to, da so ti predmeti lahko potem tudi na ogled javnosti. Zato je naša želja zagotovo tudi ta, da bi vsaj del teh naših depojev bil urejen kot ogledni depo. Skratka, da bi bili ti predmeti primerno hranjeni, hkrati pa tudi na ogled javnosti. V vaših zbirkah, kjer imate postavljene razstave, vrsto teh imate urejene na zelo sodoben način, zelo zastarela in pa je predstavitev Franceta Bevka na podstrešju njegove hiše v Zakojci. Kako razmišljate o tem problemu? Ja, zagotovo bi rekel, nobeno od tudi naših tako imenovanih stalnih zbirk ni stalna. Vse zbirke so, bi rekel, na njih je potrebno delati, jih stalno dopolnjevati in po določenem časovnem obdobju seveda tudi pripraviti nove postavitve. Nič drugače ni z Bevka domačijo v Zakojci, tam imamo že pripravljeno tako scenarij razstave, kot sam, bi rekel, koncept in idejno zasnovo. Zagotovo pa zdaj tukaj tudi na ravni občine Cerkno, predvsem z vidika financiranja postavitve te razstave, da nam zagotovi sredstvo. Namreč že kar nekaj let se tudi v programu dela, ki ga dajemo na občino Cerkno, pojavlja tudi ta postavka, ampak nažalost še ostaja neuresničena. Med umaknjenimi zbirkami vidimo tudi zbirko Aleša Beblerja. Ta umik je povezan z nenavadnim dogodkom kraje. Bili ste soočeni s tatvino, s krajo dela teh predmetov. Do kje ste raziskali ta primer? Ja, zdaj, ta predmet je bil seveda prodan policiji. Večino teh odtujenih primerkov smo v muzeju dobili nazaj, so nam bila vrnjena. Del teh pa je še vedno odtujen, skupno gre za 5 predmetov. Tako da se bojim, da je, bi rekel, vse iz tega vidika ta, bi rekel, usoda negotova, seveda pa ostaja odprta. Je pa zbirka Aleša Beblerja ena izmed pomembnejših v našem muzeju, predvsem zaradi tega, ker gre za zaključeno zbirko, kot rečemo.
in pa gre seveda za pomembno zgodovinsko osebnost in pa tudi ne nazadnje za idrijskega rojaka. Tako da je, bi rekel, vrednost zelo pomembna. Imamo pa, bi rekel, v muzeju predvsem tudi sedaj že v teku predvsem proces digitalizacije njegovega fotografskega gradiva, ki je tudi eden izmed bolj zanimivih. In seveda tudi ob prenovi stalne razstave na gradu Geverkenek načrtujemo tudi znova, bi rekel, postavitev dela teh predmetov iz zbirke Aleša Biblerja. Kako pa je zbirko bolnice Pavle? Pred leti je bila postavljena na ogled, sedaj umaknjena. Ja, bolnica Pavla imamo, bi rekel, precej predmetov iz tistega časa, iz tiste bolnice. Zdaj, nažalost je, bi rekel, so naše prostorske omejitve take, da seveda vseh predmetov ne moremo imeti razstavljene. Si pa, bi rekel, prizadevamo, da tudi v okviru prenove pokažemo tudi to zbirko. Ljubiteljski arheologi, ljubitelji zgodovine se v zadnjem obdobju veliko ukvarjajo tudi z vprašanjem, kje pravzaprav so bili ti objekti bolnice, partizanske bolnišnice. Spremljate, kaj je to dogajanje? Ja, bi rekel, tudi raziskovalci iz lokalnega okolja z muzejem, bi rekel, stalno sodelujemo. Namreč večino tudi te zapuščine je ohranjeno v muzeju. Tako imamo natančne izrise, popise barak, kot tudi same zgodovinske opise. Tako da je zato, bi rekel, za vsakega, ki ga to obdobje zanima, bi rekel, osnova pri nas v muzeju. V preteklih letih ste oblikovali zgodbo Melchiorci na podlagi slučajne najdbe v enem od zunanjih muzejev. Ta zgodba je silno simpatična. Na kakšen odziv je doživela med publiko? Ja, zdaj bi rekel, zgodba za nas ni naključna, je v bistvu pravzaprav sad enega načrtnega, raziskovalnega in pa strokovnega dela na področju proučevanja. Namreč višja kustosinja Marija Terpin Mlinar se je med raziskovanjem o Idrijskem gradu in pa tudi drugih muzejskih objektih, bi rekel, seznanila tudi z najdbo oziroma je našla tudi zgodbo o Marini Melchiorci. Tako da smo na podlagi tega zgodovinskega, resničnega zgodovinskega lika potem zasnovali tudi predvsem program za naše šolske in pa tudi odrasle skupine. Pripravili smo gledališko igro, skratka pester nabor vsebin, ki jih bomo pa tudi v letošnjem letu še bolj, bi rekel, predstavljali javnosti. Namreč edina, bi rekel, smola tega našega projekta je bila, da smo ravno v času covida pričeli, bi rekel, s promoviranjem te naše dejavnosti in nažalost je bila takrat prekinjena, ker vemo, da so bili, bi rekel, obiski obiskovalcev omejeni, pa tudi kar nekaj časa je bil vmes muzej zaprt. V 500-letni zgodovini Idrije so bile najbrž tudi druge gospe in gospodične zanimive, imajo zanimive zgodbe, vsekakor ena teh je Eva Lucija Cecilija Viktorija Kraus, zgodovinska osebnost, Napoleonova spremljevalka. Kako gledate na to idejo, da bi jo nekako umestili v muzej? Ja, sej, bi rekel, ta zgodba je nekako že umeščena, tudi je predstavljena na naši stalni razstavi med temi zgodovinskimi osebnostmi. Seveda je pa, bi rekel, tudi tukaj potrebno eno nadaljne raziskovanje, ki je zagotovo potem lahko tudi ena osnova za gradnjo te zgodbe naprej. Muzej praznuje prvih 70 let. Kakšni so vaši pogledi v 80-90 leto? Ja, bi rekel, zagotovo moramo ohraniti predvsem našo temeljno poslanstvo, se pravi skrb za premično dediščino. To je tudi tisto, kar še vedno, bi rekel, v bodočnosti bo lahko gradilo našo identiteto. Namreč tudi pred časom so me že vprašali o tem in zagotovo, bi rekel, je to naša dejavnost še zlasti pomembno v sedanjem času, ko prevladuje gradnja skupne evropske identitete, se pravi, in se tudi vse te lokalne, nacionalne identitete izgubljajo, je zato še zlasti pomembno, da se pravi poskrbimo tudi za našo identiteto in tudi s tem, ko bomo ohranjali predmete iz današnjega časa, bomo ohranjali s tem tudi duh našega časa, če se temu tako reče, in pa predvsem zgodbe so tiste, ki so pomembne pri predmetih.
in s tem se zagotovo ohranja tudi naša kulturna dediščina nasploh. Miha Kosmačič, direktor Mestnega muzeja Idrija, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro vam želim. Hvala tudi vam in srečno vsem. Končajva pa to oddajo še z ogledom kratkega filma, animiranega filma, ki ste ga pripravili prav ob 70-letnici vašega muzeja. Hvala, ja. Vabljeni k ogledu. Od leta 1953 v Mestnem muzeju Idrija razkrivamo preteklost. Skrbno varujemo našo skupno dediščino in na igrive načine prenašamo znanja. Cenimo in spoštujemo delo prednikov. S pripovedovanjem njihovih zgodb dešimo radovednost. Podpiramo učenje, ustvarjalnost in sodelovanje. Tako skupaj naslavljamo in zremo v prihodnost. Za vas preučujemo in razstavljamo čas. Že 70 let vaš mestni muzej Idrija